klinična slika pri sepsiji je lahko zelo neprepoznavna, zato je treba točno vedeti, kako ukrepati, hitro ukrepati, kajti s tem se lovi čas tako za preprečitev hudih posledic bolezni ali pa celo smrti. Tako. Ja, zdaj dejansko lahko v tisti skupini ljudi, ki imajo, ali pa če govorimo o otrocih, podobne znake, visoko vročino, predvsem nas skrbi taka, ki narašča z mrzlico. Zelo hitro po tistem, ko jo morda malo uspemo zbiti, pa spet hitro naraste nazaj z mrzlico. Potem kakšen glavobol, bolečine v mišicah, velikokrat rečejo, da jih vse boli, in so tudi taki šibki, tudi takrat, ko vročina pade. Zelo zanimiv tak, velikokrat rečejo starši pri večini teh okužb, ki so virusne, ko vročina pade, pa kar oživi, je, pije, se celo hoče igrati. Tukaj pa drugače, tukaj pa otrok ostane ves tak poklapan, toži, da ga vse boli, tudi takrat, ko temperatura pade. Moj tak primer, edini, da sem se res prav z meningokokno sepso srečala, je bil en večji fant, kjer je potek, hvala Bogu, bil zadosti počasen, da smo ga lepo ujeli, da rečem, in posumili dejansko, da gre za eno drugo dogajanje, ne klasično vročinsko obolenje z glavobolom in bruhanjem v njegovem primeru, je, ko so se že v bolnici, ko smo pač ga sprejeli za eno hidracijo, za diagnostiko, pa pojavili prvi tisti grozeči, taki, to so prav zlovešči, da rečem, izpuščaji, temno rdeči, že kar vijolični, to so bile prvo drobne spremembe po stopalih in takrat sem jaz se zelo, bom rekla, vsi alarmni zvonci pozvonili in v resnici je bila kasneje dokazana meningokokna okužba. Takoj po odvzemu okužnin smo začeli zdraviti in je zadeva šla, hvala Bogu, mirno skozi. Vsi kontakti smo dobili antibiotično zaščito, ker takrat je pač tveganje tudi, da bi kdo iz teh, ki smo bili v stiku zbolel, vse se je dobro končalo, moja izkušnja je taka. Zdaj, pri kakšnih majhnih otrocih je res tako zelo ponavadi v ospredju ta apatija, nezainteresiranost, včasih je kakšen tak starinski izraz, nekako bolj, so rekli nas kakšni stari pediatri, ves je cunjast, nič ni od njega. To je sigurno en tak znak in takih otrok, ki pa posumimo, da bi bil za začetek septičnega dogajanja, pa v ambulanti včasih kaj vidimo. Včasih je tudi pri kakšni virozi sumljivo stanje, tak otrok je popolnoma nezainteresiran, slabo pije, o hrani se sploh ne pogovarjamo, vidimo, da je tak izčrpan. Včasih je septičnemu stanju podobna samo dehidracija, otrok pride do bolnice, dobi infuzijo tekočin in pride k sebi, smo mirni, smo zadovoljni, pri nekaterih seveda bi pa lahko bilo tako, da otroka, ko rečemo starši, me pa zanj skrbi, bolj je zdelan, bolj je utrujen kot po navadi ob virozah, tazga se bojimo, tazga želimo potem v ambulanti videti, da izključimo eventualen začetek kakšnega septičnega dogajanja. Predvsem pa je nujno takojšnje ukrepanje, takojšnja akcija pri najmlajših za tazga otroka, če se recimo meni tak otrok pojavi v ambulanti, zdelan, utrujen, seveda ga transportiramo z rešilcem v bolnico. To je, ne maramo zgubljati dragocenega časa. Ko govoriva o tovrstnih obolenjih, pravzaprav ko govoriva o sepsi, ki lahko ogrozi življenje, pa se nekako potegne tudi vzporednica z zdajšnjim dogajanjem, z dogajanjem, ki nam ga vsem nekako narekuje, COVID, resničnost, pandemija. Tukaj so recimo otroci se bistveno drugače odzivajo na zdajšnjo realnost kot starši v marsikaterem primeru. Kakšne so izkušnje pediatrov? No, jaz moram reči, da pediatri smo predvsem pomirjeni situacijo, zdaj, ker nekako saj dosedanje izkušnje kažejo, da otrok ta bolezen res nekako ne prizadene tako kot kakšne pač nažalost starostniki ali pa ljudje s oslabljenim imunskim sistemom. In smo nekoliko, bom rekla, bolj mirni, smo pa seveda otroci z vsemi ukrepi, ki jih pa želimo izpeljati za to, da zajezimo širjenje tudi tega virusa ob vseh ostalih. Dejansko so nekateri ukrepi, ki je pa zelo zanimiva izkušnja, kako jih otroci doživljajo. Nekako imamo tiste vsakodnevne izkušnje v ambulanti, da otrokom večinoma, praviloma bom rekla, ni težko nositi maske.
Tisti najmanjši pa moram reči, da so mene osebno zelo presenetili, predvsem pri dojenčkih smo se bali, ne? Ker se zavedamo, kako je pomembno za otrokov razvoj ta stik, kontakt, komunikacija, kako razbirajo naš obraz in tako. Mi bomo pa zdaj si več kot pol obraza zakrili z masko, ampak moram reči, da tle je pa naša izkušnja izjemna. Vidimo, da otroci, seveda, ki se doma normalno, jasno, veliko pogovarjajo, dojenčki, zdaj govorimo, komunicirajo s svojimi starši, pridejo v ambulanto in se nam zdi, kot da vidijo skozi masko. Dejansko dojenček z eno inteligenco vidi skozi masko. Meni je to z eno izjemno fascinantna izkušnja in zato s toliko lažjim srcem rečem, maske so dobra stvar, z maskami bomo veliko naredili in bistveno več dobrega, kot bi si lahko predstavljali kakršne koli škode. Jaz moram reči osebno, pravzaprav jo ne vidim, razen kar nam tole masko malo koža trpi, da jo moramo paziti. To smo imeli izkušnje na začetku, ampak otroci pa absolutno jim ne predstavljajo nobenega problema. Jaz v ambulanti velikokrat rečem majhnim otrokom, če jih moti, naj jo snamejo, pa rečejo, se me nič ne moti. Pa po možnosti še pokažejo kakšno lepo maskico, lušno, starši so jim poskrbeli, da imajo take, ki jih tudi z veseljem si nadenejo in ni nobena težava.